Na vsak način smo sedaj bistveno bolje pripravljeni, kot smo bili v času zloma finančnih trgov in gospodarske krize leta 2008-2009. Kakšenkrat lahko rečemo, bodimo jasni, je Evropska komisija in Evropska unija kot celota v tem času odreagirala morda navzven malenkost počasi, ampak predvsem zaradi tega, ker so države članice zadolžene za urejanje zdravstvenih zadev. Glede gospodarskih inštrumentov, ki jih imamo sedaj na razpolago, smo pa bistveno bolj pripravljeni. Glejte, tele pakete, ki jih vsi zdajle sprejemamo zelo na veliko, podobno delajo vse države, več ali manj, ne? Ampak smo v zelo različni javnofinančni poziciji. Ne? Se pravi, da tisti, ki so že zdaj relativno slabši, bodo imeli slabše možnosti za, da rečem tako, neko normalno konkurenco. In to je, bi rekel, en ključen razlog, zakaj prihaja do tega, da je nujno potrebno tokrat na evropskem nivoju vzpostaviti nek inštrument, ki bo imel neko, jaz bi rekel, večjo stopnjo solidarnosti, kot so jih imeli do zdaj. Zdaj, če te solidarnosti ne bo, ne, potem jutri ne bo enotnega evropskega trga. Mislim, da na določenih segmentih ne bomo mogli uiti temu, da se bodo nacionalne meje začele malo dvigovati. To so v tistih delih, kjer je zelo pomembno, da nisi preveč odvisen od drugih držav. Vsaka država, ki ni v določenih segmentih, pa sploh dovolj samooskrbna, se v takšnih situacijah, kot je tam, znajde v velikih težavah. Tukaj za Slovenijo jaz mislim, da sporočilo številka 1 je globalnost, tako ali drugače, globalna povezanost je pomembna. Hkrati zelo se strinjam s tem, da uspeli bomo zaščititi svoje interese, samo če bomo še bolj povezani znotraj Evropske unije.